Je Michael Saylor v težavah? V drugih novicah pa tudi, Cointelegraph je doživel hekerski napad, Evropa prehiteva ZDA v kriptopripravi in norveško rudarsko podjetje gradi Bitcoin rezervo za prihodnost. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Michael Saylor, znan zagovornik Bitcoina in vodja podjetja Strategy, je na družbenih omrežjih namignil, da bi podjetje lahko kmalu znova kupilo Bitcoin. A v ozadju se dogaja nekaj bolj zapletenega. Podjetje in njegovi vodilni so se znašli pod udarom tožbe. Investitor jih toži zaradi domnevno napačne predstavitve sprememb v računovodstvu, ki so privedle do kar 5,9 milijarde dolarjev nerealizirane izgube v prvem četrtletju. Ta računovodska sprememba je sicer omogočila, da podjetje prikaže dejansko tržno vrednost svojih kriptoimetij, kar pa je negativno vplivalo na njihove bilance in posledično tudi na ceno delnic. Poleg tega so vodilni v podjetju tik pred objavo sprememb prodajali delnice in zaslužili več kot 31 milijonov dolarjev. To pa je sprožilo dodatne pomisleke o morebitnih notranjih informacijah. Kaj si sploh mislite o Saylorjevi strategiji? Komentirajte spodaj. Uporabniki spletne strani Cointelegraph so bili v nedeljo zvečer presenečeni, ko so prejeli lažno sporočilo, da so zadeli 50,000 CTG žetonov vrednih več kot 5,000 dolarjev. Vse skupaj je izgledalo zelo prepričljivo, kot prava promocija s povezavo za povezavo denarnice in odštevalnikom časa. A v resnici je šlo za prevaro. Hekerji so v spletno stran vstavili škodljivo kodo prek zunanjega oglaševalskega sistema. Ko so uporabniki kliknili in povezali svojo kriptodenarnico, je ta zlonamerna koda lahko dostopala do njihovih sredstev in jih izpraznila. Podobno se je pred kratkim zgodilo tudi na CoinMarketCap. Strokovnjaki opozarjajo, da se takšni napadi pojavljajo vse pogosteje, ker ljudje zaupajo znanim stranem, zato pozivajo k večji previdnosti, zlasti ko gre za povezovanje denarnic. Če je predobro, da bi bilo res, potem tudi je. Hej, če so ti novice do zdaj všeč, pritisni všeček, komentiraj spodaj in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš prihodnjih videov. Čeprav predsednik Donald Trump pogosto izraža podporo kriptu, se trg v ZDA ohlaja. Po drugi strani pa Evropa z novo uredbo MiCA doživlja razcvet. Uporabniki v Evropski uniji so v prvem četrtletju 2025 povečali obseg trgovanja za kar 70%, kljub temu, da se število transakcij ni bistveno spremenilo. To pomeni, da vlagajo bolj premišljeno in z večjimi zneski. MiCA prinaša enotno dovoljenje za vse države EU, kar kriptopodjetjem omogoča lažji vstop na trg. Uvaja tudi stroga pravila za stabilne kovance, večjo preglednost in zaščito potrošnikov. V ZDA pa podjetja in uporabniki še vedno ne vedo, kaj je dovoljeno in kaj ne. Če bo novi zakon Genius Act do konca leta res sprejet, bi ZDA morda le lahko dohitele Evropo na tem področju. Na to novico moram reči, da sem bil kar malo presenečen. Norveško podjetje Green Minerals, ki se ukvarja z globokomorskim rudarjenjem, načrtuje nov korak. Začelo bo kupovati Bitcoin kot del dolgoročne finančne strategije. Želijo zbrati do 1,2 milijarde dolarjev, ki jih bodo porabili za nakup Bitcoina in širitev dejavnosti. Vodstvo podjetja verjame, da Bitcoin ponuja zaščito pred razvrednotenjem valut, saj ni podvržen inflaciji. Ob tem poudarjajo, da to ne pomeni opustitve osnovne dejavnosti, temveč razširitev načina upravljanja s kapitalom. Predstavili bodo tudi novo merilo Bitcoina na delnico, ki bo delničarjem pokazalo, koliko Bitcoina pripada posamezni delnici. Podjetje bo poleg tega uporabljalo blockchain tehnologijo za večjo sledljivost virov in spoštovanje okoljskih standardov. S tem se pridružujejo vse večjemu številu podjetij, ki Bitcoin vključujejo v svojo bilanco stanja kot strateško naložbo. Trend se definitivno širi tudi po Evropi. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednjem Kriptopulzu.